Dober dan, zdravo Andraž. Vsi ostali gledalci, lepo pozdravljeni iz studia 136. To so četrtkove Vesti na vesti. Andraž, kako si spal danes? Bolj slabo. Zakaj? Kaj sanjal takega? Vročina? Veš, jaz sem tudi zelo slabo spala, pa nič nisem sanjala. Sam res en tak čuden občutek, ni mi dalo miru, pa sploh ne vem, kje se je začelo. Ali je v glavi, ali hrbtenicu, ne vem, hrbtenici, ali na palcu leve noge. Ampak enostavno sem tako nemirna sem bila. Ves čas sem imela en tak občutek, ful se moram zgodaj zbuditi, napisati vesti, jih hitro prebrati, pred 11, ne? Ker danes je zelo pomemben dan. V studio pride Janez Janša. Si predstavljaš, kako je šele Denis Arkič spal? Madonna. V glavnem mislim, da je to novica dneva. Vse ostalo sem se odločila, da bo bolj ali manj smešno. Katarini Kresal se je mimogrede zdelo super, da policista Aleša Cesarja Danilo Turk okiti z odlikovanjem, ker naj bi ta s svojim profesionalnim in odločnim dejanjem 10. julija preprečil atentat na Boruta Pahorja, torej preprečil naj bi teroristično dejanje in s tem ravnanjem pokazal, kako profesionalno, odločno in zbrano, predvsem pa učinkovito ravna naša policija. Jupi, lahko mirno spimo. Ko to tako gledam, si ne morem pomagati, da bi ne pomislila na resničnost teorij zarot in insceniranost različnih dogodkov. Poglej, Andraž, tole. Poglej tega policaja. Dec, plečat, črn, skoraj privlačen. Mamce in none so se sigurno topile ob dnevniku, ko so ga gledale. Ja, je fajn moški, pa premierja je rešil. Keb naša Maja, to je njihova vnukinja, večkrat v Dobovi šla čez mejo, ne pa v pesku. Res je mal daleč, ampak lahko bi ga spoznala, ker Aleš je mejni policaj. Zgleda pa, kot da bi bil lahko vsaj kriminalist, če ne že specialc. In tu je potem še njegovo ime. Aleš Cesar. Močno, moško, skoraj rojalsko. Vse skupaj kar malo spominja na osladne ameriške filme, katerih namen je bil v razosebljenem ameriškem ljudstvu zbuditi patriotizem, ustvariti heroja, izbrati pravega, čista kri, beli zobje, zdrava polt in pravo ime. To bo naš heroj. Dajmo si še izmisliti, kakšen zločin naj bi preprečil, pa imamo. A je Borut Pahor bil na podelitvi? Cesar pleše, tja med zvezde. Je pa bil tam Pavle Gantar, ki je izrazil nezadovoljstvo nad pravilnikom, ki določa višino denarne nagrade za takšna dejanja. Po njegovem mnenju bi ta morala biti višja od 400 evrov. Na vprašanje, ali se mu zdi primerno, da se nagrajuje ljudi za opravljanje svoje dolžnosti, za katero so itak plačani, pa je odgovoril. Absolutno je upravičen, ne gre za business as usual. Ni v sistemu opisa dela policistov, ni opisa, kjer se reče, dnevno onesposobljam bombaše. Tega ni, in kot da pisam dnevno poročila. Nima norme, da bi moral onesposobiti 5-10 bombašev na dan. Je pa Gantarja Denis povprašal še po mnenju o domnevnem laganju poslanca SDS-a Marjana Bezjaka o njegovi izobrazbi. Ta dogodek, takšen, kot je bil prikazan v medijih, me skrbi. Skrbi me predvsem zaradi tega, ker dejansko znižuje ugled Državnega zbora in poslancev. Cenjeni gospod Gantar in ostali, to vam še najmanj od vsega znižuje ugled. Verjetno tudi razprave v Državnem zboru, ki so včasih na mejah okusnega in postopki, ki se vodijo
v državnem zboru, v mislih imam razne proceduralne zaplete, kažejo na eno določeno nemoč, se pravi koalicije in opozicije po enem tvornem sodelovanju pri iskanju ustreznih rešitev in zato seveda v javnosti nismo nagrajeni. Včeraj pa so mestni veljaki in njihovi prijatelji praznovali očiščenje grafitov v podhodu pri Moderni galeriji, ki povezuje mestno središče s Tivolsko promenado. Janković je celo obljubil popust podjetju, ki je za to poskrbelo pri nadaljnjem očiščevanju Ljubljane. Postavil pa je tudi nov kodeks obnašanja v podhodu, in sicer nadlegovanje otrok in mladoletnic. O novem priročniku učenja mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra, komentar dneva, Vesna Malenšek. Center Društva za avtizem je bilo ustanovljeno leta 2005. Osnovni namen in cilj ustanovitve je bil že od vsega začetka približati problematiko avtizma v okolju, izobraževati starše in strokovnjake, predvsem pa naučiti in pripraviti otroke in odrasle osebe z motnjami avtističnega spektra, da bodo nekoč živeli čim bolj neodvisno, samostojno, predvsem pa srečno življenje. Zato smo se v letošnjem letu v centru odločili, da izdamo priročnik Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra, ki je neprecenljiv vir tako za starše, kot tudi za vse ostale, ki delajo ali v vrtcih ali v osnovnih šolah z otroci, ki imajo motnje avtističnega spektra. Vsebina vključuje ključne informacije in številne koristne strategije, ki bodo pomagale tistim z malo znanja o avtizmu, pa tudi izkušenim staršem in učiteljem. Vsebina priročnika naslavlja predvsem razumevanje motnje avtističnega spektra, komunikacijo, strategije, katere so se pokazale skozi leta kot uspešne, in pa seveda naslavlja se tudi vedenje ter strategije, kako doseči samostojno življenje teh otrok. Slovenija, 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 kulturac. Nocoj, če ostanete v Ljubljani, se lahko dobimo pred Škucem. Ob 18. in 18.30 v okviru Škucovih packarij, glasbeno-lutkovna predstava in delavnica za otroke. Ob 8:30 folk šanson koncert tria Leon Matek, to je trio. Ob 10. pa še Šoder teater, pisali so na čela sten. Letni vrt Gala Hale ponuja ob 8. zvoke swing soul melodij za punk rock mase 10-članskega orkestra World Inferno Friendship Society iz New Yorka. Koncert pa je brezplačen. Za 5 evrov pa lahko v atriju Mestnega muzeja Ljubljana prisluhnete koncertu Vaska Atanasovskega in muzike Cubicularis, instrumentalne glasbe pozne renesanse, in sicer s pričetkom ob 9. uri zvečer. V tovarno Rok potem pride predvidoma ob 10. Gypsy punk skupina Worldly Savages, ki je nastala lani v Beogradu. Vstopnine ni, hvaležni pa vam bomo seveda za prispevke, zato da Rok živi še naprej. To bo to za Ljubljano, Idrci pa pejte poslušati Aleša Hadalina in Francija Vrtačnika na harmoniki, ki bosta pesmi Franeta Milčinskega Ježka predstavila v džezovski priredbi. Dogodek bo, če ne bo dežja, na Mestnem trgu ob 8:30. Še vreme? Kada šetam parkom znam, jasno je ko sunčan dan, samo tebe volim ja. Sve do neba skačem, samo sreće kad te ugledam, to već svako zna. A človek je res pametnega povedati za konec? Ne! To so bile vesti na vesti. Adijo.